Pozdravljeni! Zopet so na vrsti vaše pobude ter vprašanja. In danes bomo skušali najti odgovor, seveda, kakšne so opcije Mika Schumacherja za sezono 2023. Na začetku bi vas rad opozoril, da kakšnih uradnih novic še ni na razpolago in zavedati se moramo še nekega dejstva. Tudi uradne novice v Formuli 1 še ne pomenijo, da so dokončne in marsikaj se lahko še spremeni, ampak kljub temu, da smo o Miku Schumacherju govorili dokaj pogosto na tem kanalu, je prišlo kar nekaj pobud ter vprašanj v smeri, kaj se pravzaprav dogaja. Ne smemo mimo dejstva, da kljub temu, da Mik nima tistih rezultatov, ki se jih je marsikdo želel, se še zmeraj piše Schumacher. Če ne drugega priteguje pozornost, kar bi bilo morda zanimivo za kakšnega pokrovitelja. A kljub vsemu bomo videli, da njegove možnosti, da bo nastopil tudi v naslednji sezoni, so v bistvu omejene. A najprej moramo pogledati, kakšne možnosti so sploh na štartnem razporedu, kje se nahajajo prazni sedeži. In vidimo lahko v tem trenutku, ko snemam prispevek, da ima Mik možnost pri 4 ekipah. In gre za uradno grafiko, namreč zavedati se moramo dejstva, da Pierre Gasly pri Alfa Tauriju ima veljavno pogodbo. A o tej situaciji bomo govorili malce kasneje. A da bi razumeli, zakaj sploh Mik Schumacher je v nevarnosti za naslednjo sezono, se moramo nekako spustiti v politiko Ferrari Driver Academy. To je struktura, ki je podobna tistim, ki jih imajo druge ekipe. Ne govorimo samo naprimer o Mercedesu ali Red Bullu. Tudi ekipa Williams ima svojo vozniško akademijo. In pri Ferrari Driver Academy so skrbeli za svoje voznike tako, da so v bistvu plačevali za njihove sedeže. Ko so člani, naprimer Ferrari Driver Academy, dobili mesto pri ekipi Prema v Formuli 2. Letos, kot smo lahko videli, sta oba voznika pri tej znani italijanski ekipi iz šole Red Bulla. Pri ekipi Prema je bil naprimer tudi Mik Schumacher, ko je osvojil naslov v Formuli 2. In sedaj lahko vidimo, da se je politika spremenila. Nič ni uradnega, ampak brali smo lahko, da s koncem koledarskega leta Mik Schumacher zapušča Ferrari Driver Academy. In sedaj ni pravzaprav jasno, je Mik Schumacher, ki zapušča Ferrari Driver Academy, Ferrari Driver Academy tista struktura, ki se je odrekla Miku Schumacherju, so dobili nek sporazum ali kaj. Zanimivo je, da ukolikor ne bo imel te podpore, bo v bistvu manj zanimiv za razne ekipe. Videli smo, da pri ekipi Haas se je znova pojavil Antonio Giovinazzi. Tudi o tem smo že govorili. Günther Steiner o Antoniju Giovinazziju v preteklosti ni imel najboljšega mnenja. V resnici je imel izjemno slabo mnenje. Ampak Giovinazzi ima baje podporo Ferrari Driver Academy in govorimo o denarju in te vsote niso tako majhne. Zato smo ga videli na prvem treningu Velike nagrade Italije, videli ga bomo na prihajajoči Veliki nagradi Združenih držav, kar je signal, da Mik Schumacher se poslavlja od ekipe Haas. Zakaj bi drugače dajali možnost Giovinazziju? Sicer nič uradnega in gre za govorice. A zavedati se moramo še nekega dejstva. Tudi pri ekipi
Haas morajo na 2 prostih treningih dati možnost novincom. Tudi o tem smo že govorili. Antonio Giovinazzi novinec ni. In to le nakazuje, da italijanski voznik se nekako želi na vse kriplje vrniti v svet Formule 1. Namreč prisoten je še marsikje drugje. Naprimer pri testiranju Alpina. Zgodba s Piastrijem je poznana. Sedaj imajo pri tej francosko-britanski ekipi prost sedež. In zaradi tega, ker so imeli že nekako v urniku testiranja za Piastrija, so sedaj naredili neke vrste avdicije za voznike, ker pa Mika Schumacherja ni na spisku. Na spisku pa je Antonio Giovinazzi. Sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj je Ferrari Driver Academy plačeval za testiranje Giovinazzija pri Alpinu. Kajti marsikomu izmed nas ni jasno, kajti po vsem izkušnjah, ki jih imamo s svetom Formule 1, se bo izjemno težko zgodilo, da bo Antonio pač novi član te francosko-britanske ekipe. Že dejstvo, da Mika Schumacherja niso povabili na to testiranje, pomeni, da morda so tam zaprta vrata. A ostaja seveda še sedež v Alfa Romeo F1 Team. In tu se moramo zavedati nekega dejstva. Včasih je bila ta ekipa, ki jo bomo imenovali Sauber zaradi lažjega razumevanja, pod okriljem Ferrarija. Za njo je vozil že prej omenjeni Antonio Giovinazzi in tudi njemu je Ferrari Driver Academy plačeval sedež. In sedaj, ko so se pojavile govorice o prehodu lastništva k Audiju, se res lahko zgodilo, da bi bil Mick Schumacher zanimiv za njih, ne toliko po vozniških kvalitetah, kot po priimku. Seveda, Žu v tej sezoni ni presenetil, a bodimo iskreni, niti ni razočaral. Videli bomo, kaj se bo zgodilo, kajti pravzaprav jutri, 27. bodo objavili neko novico. Ne vemo, kaj bo, lahko bo nekaj izjemno nezanimivega ali pa tudi obratno. A menim, da pod okriljem Ferrari Driver Academy Mick Schumacher pri ekipi Sauber Alfa Romeo F1 Team nima veliko možnosti. A da se zgoditi marsikaj, opcije so odprte, a zavedati se moramo, da ukolikor do te spremembe pride, bo Mick Schumacher pri tej ekipi bolj zaradi priimka kot zaradi svojih sposobnosti. In seveda obstaja še možnost pri ekipi Williams, kjer pa je vrsta izjemno dolga. Ne smemo pozabiti, da tu je Nick de Vries, da obstaja Logan Sargent in verjetno tudi kak Nico Hülkenberg. Zato menim, da pri ekipi Williams so možnosti Micka Schumacherja izjemno majhne. Še posebej zaradi dejstva, ker nima osebnih pokroviteljev. Vsaj ne takih, kot jih ima na primer Nicola Latifi. In tudi o tem je bilo že kar nekaj govora. Pojdimo sedaj k tisti točki, ki bo zanimala tudi marsikoga izmed vas. Zakaj kakšnih možnosti pri Alfa Tauriju ni? Uradno vemo, da oba voznika imata podaljšano pogodbo. Yuki Tsunoda pred kratkim in Pierre Gasly že pred nekaj sezonami je podpisal konca 2024. Pri Alpinu si seveda želijo Gaslyja. In Alfa Tauri oziroma Red Bull je po svoje lahko tudi si želel sprostiti sedež, kajti tako bi dobili nekaj denarja, ki bi praktično pomenilo, da konec naslednje sezone tako ali drugače Gasly zapušča to strukturo. Ampak postavili so pogoj
In ta pogoj je, da bi moral dobiti Colton Herta izjemo pri superlicenci. Iz tega, kot vemo, tudi uradno ne bo nič. Torej, lahko si nekako domišljamo, da so opcije tu izjemno omejene. V vsakem primeru dvomim, da bodo pri Alfa Tauriju nekako privabili v svoje vrste Mika Schumacherja z vsemi opcijami, ki jih imajo na voljo. A vidimo lahko, da opcije, ki sem jih sedaj opisal, so v resnici plod špekulacij, delnih informacij, morda celo dezinformacij, ki jih mi, navdušenci, dobimo v različnih virih. Mnogi portali določenih novic sploh ne objavljajo in to zaradi tega, ker so nepreverjene. Po svoje imajo prav. Tudi sam se izogibam preveč fantazijskim teorijam. Dejstvo pa je, da s tem, ko Mick Schumacher zapušča Ferrari Driver Academy, nima več tiste podpore, ki jo imajo mnogi drugi vozniki. In dvomim, da bo nekdo dal njemu prednost pred svojimi lastnimi produkti, v katere je vlagal denar, samo in izključno zaradi priimka. Tudi pri ekipi Sauber Alfa Romeo F1 Team imajo svoj mladinski pogon. Član je seveda Theo Pourchaire. Theo Pourchaire, ki je sezono v Formuli 2 zaključil na drugem mestu, v naslednji sezoni bo imel torej superlicenco. Po svoje Theo Pourchaire v zadnjih dirkah je razočaral marsikaterega ljubitelja, kajti pokazal je psihološko šibkost. Lahko se bo iz tega poraza vrnil še močnejši in bo primeren tudi za vstop v Formulo 1. In sedaj vprašanje je, kaj se bo zgodilo. Lahko bo Mick Schumacher tudi ostal pri ekipi Haas. V resnici ne vemo. Tisto, kar nam je dano, so le neke vrste namigi. Zato sam svetujem, da je najbolje čakati in v bistvu si ne delati prevelikih utvar, kaj bi se lahko zgodilo, če se bo karkoli obrnilo. A seveda gre za moje osebno mišljenje in moje osebno razmišljanje. Prepričan sem vsekakor, da Mick nima nekih ogromnih možnosti izbire. A vseeno, to je tisto, kar vidim sam. Nimam na razpolago vsega onega, kar vidijo določeni lastniki in seveda odgovorni v ekipah. Za danes, za to vprašanje, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.